Dober večer. Torej v SDS-u ni presenečen. Poslušamo prvi komentar nosilca. Ali to pomeni svojevrstno zaušnico tudi etablirani politiki, tako Evropski ljudski stranki, socialistom, liberalcem, pa ne nazadnje tudi domači politiki? Ja, nizko udeležba je zaušnica tudi medijem, kako tudi politikom. Seveda vsi nosimo določene odgovornosti, ampak vendarle take zaušnice ni bilo v stabilnih demokracijah v zahodnji Evropi, kjer je udeležba bistveno večja, celo v Nemčiji in Franciji se je udeležba povečala, tako da to povezujem tudi z odnosom medijev do evropskih inštitucij, do evropskih tem, pa seveda tudi z stabilnostjo demokracije. Pri nas pač demokracija še celo nestabilna. Ni presenečenje, pravzaprav bili ste rivali na desnici z listo NSI in SLS, zdaj po vzporednih volitvah je v bistvu razlika med vami velika. Čemu pripisujete? No, jaz bi pohvalil obe listi, mojo in gospoda Peterleta, predvsem zaradi tega, ker smo ves čas kampanji izkazovali eno proevropsko usmerjenost in jaz sem vesel, da je volilno telo to nagradilo. Medtem ko naši konkurenti na levici so obrali drugačno pot, poudarili so evroskepticizem ali celo evrofobijo in seveda na ta način niso uspeli privabiti volilnega telesa na volišče in to je tudi eden izmed razlogov, zakaj je volilna udeležba še slabša, kot je bila pred 5 leti. Ampak Evropska ljudska stranka pa se krepi, tudi s poslanci iz Slovenije. Se krepi, to bo že naša druga zmaga in skupaj z listo Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke, bomo tokrat dobili še en mandat zraven, kar bo zagotovo pozitivno vplivalo, recimo tudi na razmerje sil v Evropskem parlamentu. Jaz sem prepričan, da bo Evropska ljudska stranka dobila, da bo gospod Juncker postal tudi predsednik Evropske komisije in prvič se je zgodilo, recimo, da so morali kandidati kandidirati na evropskih volitvah in tako je tudi prav. Pričakujem, da bo v naslednjem mandatu, čez 5 let, da bodo evropske volitve v parlament še bolj vplivali tudi na konstituiranje ostalih evropskih institucij. Prav, hvala lepa.